Lepo pozdravljeni, spoštovano delovno predsedstvo, predsednica gospa Ljudmila Novak, članice in člani, prijatelji Nove Slovenije. Naj uvodoma povem, da mi je kar težko danes tukaj pred vami, ko mi je dana možnost, da vam spregovorim v imenu kluba županov in svetnikov. Težko in istočasno toplo pri srcu, kajti v tem prostoru je polno pozitivne energije, vzdušje je tisto ta pravo, stranka se je ponovno utrdila v slovenskem političnem prostoru. Imamo poslansko skupino, ki res so vnemo, znanjem, prepričljivimi argumenti zastopa nas, krščanske demokrate v parlamentu. Z veseljem prisluhnemo vašim razpravam v parlamentu, nastopom pred mediji in zato, ker tako dobro upravljate vaše poslanstvo, bi bilo prav, da vam bi znali še večkrat srčno zaploskati, vas pohvaliti, saj vemo, da tudi odlični potrebujejo pohvalo in podporo. Še bi lahko marsikaj rekel, kar nas krščanske demokrate krasi in dviguje pred drugimi, a kaj, ko moram nekaj povedati tudi o občinah. In tukaj je tista težava, ko mi je težko povedati kaj optimističnega, kaj pozitivnega za prihodnje čase. Po 20 letih delovanja lokalne samouprave se je v tem tednu prvič zgodilo, da smo župani prišli organizirano v parlament. Prišli smo zaradi nerazumnih odločitev obstoječe oblasti, ki se je pač odločila, da nas, predvsem manjše občine, dokončno finančno sesuje. Seveda smo sejo spremljali z balkona in marsikdo med nami se je vprašal, ali je bilo prav, da smo pred leti župane izločili iz parlamenta. Seveda z utemeljitvijo, da so pač v tem primeru prisotni lokalni mediji. Komu od velikih iz centra je danes mar za male iz podeželja? Pa saj ti lahko pamet obstane, kot smo znali včasih reči, da Cerarjevi vladi ni jasno, če so svečano podpisali sporazum s sindikati javnih uslužbencev, po katerem bo v prihodnjem letu le-tem na razpolago več denarja, da denar za vrtce, za vode, zaposlene v občinski upravi mora zagotoviti občina. Ali povedano drugače, vlada je poskrbela, da bodo zaposleni v vrtcih, javnih zavodih dobili več plače, občinam pa ni namenila več denarja. Lahko rečemo, da si je vlada zaradi poraza z veliko večino socialnih partnerjev to poračunala z zmanjšanjem povprečnine za občine, kar je res žalostno in absurdno. Pred letom dni smo bile občine soočene z obljubo ministra za finance, da bo vlada pripravila že za obdobje januar-junij spremembe zakonodaje, s katerimi bi zmanjšala finančne obveznosti občin. Rezultat danes pa je, da so občinski proračuni opustošeni z zakonskimi določili na vseh področjih, kar ogroža ne samo obstoj občin, ampak krši ustavne in človekove pravice večini slovenskih občin. Smo v mesecu novembru, ko pripravljamo proračune za naslednje leto in resnično se sprašujemo, kako ga sestaviti. Kako ga sestaviti v obdobju nove finančne perspektive, ki prav tako drastično zmanjšuje evropski denar za občinske investicije. Že prejšnja Bratuškova vlada se ni znala spogajati z Evropsko komisijo in v evropskem programu je zajeto financiranje predvsem za področje akademskih in visokošolskih sfer ter za tako imenovane mehke projekte. Vemo pa, da še marsikateri občini ni popolnoma rešena vodooskrba, odvajanje odpadnih voda, tudi na področju cestne infrastrukture je potrebno še marsikaj postoriti. To so veliki problemi, s katerimi se danes srečujemo v slovenskih občinah
In verjamete mi, bom povzel, kar je povedala predsednica, občine niso župani, niso samo župani, ampak občine so občanke in občani. Ampak verjamite mi, nam županom danes ni lahko. Pa lep dan še naprej.